tukaj naj rečem kakšno besedo o doktoratu Alenke Zupančič, ki ga je branila nekje sredi 90-ih let pod mentorstvom Slavoja Žižka. In najprej moram reči, da je bila Alenka Zupančič moja študentka v drugi polovici 80-ih let in res ena najboljših študent, kar sem jih imel v celi svoji karieri, očitno nekako. In s katero smo kasneje postali tesni sodelavci in dobri prijatelji. In Alenka je ta doktorat napisala, zdi se mi leta 1995, na temo Kanta in lakanovske analize, interpretacije kantovskega kategoričnega imperativa in Kantovega etičnega stališča nasploh. In Kant je svojo knjigo Kritika praktičnega uma objavil leta 1787, se pravi 2 leti pred francosko revolucijo, tako da je kantovski prelom v etiki dejansko sovpada z političnim prelomom francoske revolucije in se zato treba k temu prelomu nenehno vračati, k temu etičnemu prelomu v etični misli v 20. stoletja. In zastavek Alenkinega doktorata je bil v tem, da je prav psihoanalitska lakanovska misel tista, ki lahko na novo osvetli radikalnost tega Kantovega preloma in misli od tod naprej. Sam Lacan je imel seminar z naslovom Etika psihoanalize, se pravi izpostavil neko temeljno etično držo, ki jo implicira samo odkritje psihoanalize in te etične drže ni brez vračanja nazaj k prelomu, novodobnemu prelomu kantovske etike. To je bil zastavek njegovega doktorata. Izšel je v knjigi v slovenščini, takrat Etika realnega, se mi zdi naslov, in zelo velik uspeh je doživel predvsem v angleški izdaji Ethics of the Will, ki se še vedno redno ponatiskuje.